na skupščini Perutnine o 7-milijonski izgubi. Tečaj z področja simulacij za študente. Kako se bo življenje spremenilo na turistični kmetiji pri Zavrču? Lepo pozdravljeni. Na skupščini Perutnine Ptuj so se družbeniki seznanili z letnim poročilom. Čeprav je družba letos ustvarila rekordnih 260 milijonov evrov realizacije, pa ima zaradi slabih naložb v Probanko za 7,5 milijonov evrov izgube. Potrdili so tudi predlog Kapitalske družbe in Društva malih delničarjev za novo revizijo z upravo Merkurja. Spomnimo, revizorji so že konec lanskega leta ugotovili, da je bil nakup 5% Merkurja predvsem v interesu nekaterih večjih delničarjev Perutnine Ptuj, zlasti holdinga PMP, ki je v lasti menedžerjev Perutnine. Ti so brez nakupa delnic Perutnine Ptuj prišli do višjega odstotka glasovalnih pravic. Male delničarje in državo, ki prek Kapitalske družbe obvladuje dobrih 10% osnovnega kapitala, zanimajo zlasti posli z nakelskim Merkurjem in odprodajo nekaterih hčerinskih družb. Posle bo ponovno pregledala revizijska hiša BDO, ki je revizijo opravila že lani, a jo je nato na pritožbo KADA sodišče zavrnilo. Sedaj ponovno skupina delničarjev, ki je očitno povezana z upravo, predlaga isto. Revizijo kaže na to, da nažalost večina delničarjev oziroma tistih, ki jih ima pod kontrolo gospod Glaser, ne želijo resnici priti do dna. To nas žalosti. Upam, da bo sodišče ponovno tak sklep razveljavilo. Vodstvo dr. Romana Glaserja je oškodovala družbo in njene delničarje najmanj za 36 milijonov. 5-leten podroben pregled poslov, vključno z investicijskimi naložbami in dokapitalizacijo hčerinskih družb v Srbiji, bi močno okrnil tudi ugled Perutnine, opozarja predsednik uprave. Takšne informacije niso ravno v dobrobit družbi, ki ima v tako kratkem času 2 let dvakratno zahtevo po posebni reviziji. Sicer pa je družba lani ustvarila rekordni 262 milijonov evrov realizacije. Tudi poslovanje je pozitivno, a le navidezno. Naložbe v Probanko so podjetje pahnile v izgubo. Smo seveda morali kasneje slabiti naložbo v delnice Probanke, ki je povzročilo nekaj več kot 9 milijonov evrov slabitve in zaradi tega je seveda kumulativna izguba nastala nekje okrog 7 milijonov na nivoju skupine. Sicer pa so delničarji danes potrdili tudi nove člane nadzornega sveta. To so postali Drago Sok, Simon Toplak in Borut Bratina kot predstavniki kapitala. Albina Vrbnjak, Vlasta Jeza in Iztok Letonja pa bodo zastopali delavce. Na mariborski medicinski fakulteti so pripravili Erasmusov intenzivni tečaj z področja simulacij v medicini. Seminarja, ki je vključeval delo na številnih simulatorjih, so se poleg domačih udeležili tudi številni študentje in predavatelji iz Hrvaškega, Švedskega in Poljskega. Poleg tega, da je fakulteti uspelo pripeljati projekt v Maribor, gre tudi za pomembno sodelovanje in povezovanje številnih univerz v Evropi. Mlado bodočo zdravnico zmotimo med simulacijo pregleda črevesja pri mlajšem moškem, pri katerem potrdi vnetno črevesno bolezen. It's a very nice workshop here. I can learn a lot during this intensive program. We learn endoscopy like this. At the moment we can also do some training on cardiovascular interventions and laparoscopic surgery. Druga skupina vadi posege z področja kardiologije in ultrazvoka. Trenutno lahko naši mladi kolegi trenirajo tako na področju intenzivne medicine, kot je oživljanje, kot je igra z aritmijami, kot je igra z srčnimi infarkti, vendar ta zadeva potem preseže nek nivo igre v nivo resnega medicinskega oblikovanja scenarijev in potem tudi te izvedbe. To se mi zdi zelo pomembno, ker moče boljše, da se vse naučimo na nekih lutkah, ne pa da najprej poskušamo na pacientih. Tuji študenti in njihovi profesori so bili nad tečajem presenečeni, saj niso pričakovali, da tako mlada fakulteta premore toliko simulacij. The simulations, they are quite advanced, more advanced than I knew that they could be, so it was really fun to learn these things. I think you are strong on certain aspects of clinical duties and we are more stronger on teamwork. We can share knowledge from each other and develop together a nice program in clinical skills. Si pa na mariborski fakulteti prizadevajo, da bi tovrstno usposabljanje po zgledih iz tujine lahko omogočili vsem slovenskim specializantom, s čimer bi izboljšali kakovost specialističnega izobraževanja.
Čeprav se zdi, da podjetja vedno manj vlagajo v razvoj novih iznajdb, saj denarja zmanjkuje na vseh koncih, pa v Štajerski gospodarski zbornici ugotavljajo, da število izumov dolgoročno ne upada. 24 inovacij ni tako malo, glede na to, da vemo in tudi poznamo vsebino inovacij, to so inovacije res na najrazličnejših področjih, vendar inovacije seveda morajo imeti tudi tržne potenciale. Mi smo te kriterije seveda vključili. Tržni potencial pa je seveda tudi odvisno od pogojev financiranja in zmožnosti financiranja. Vse, kar se tiče bančnega suporta in to bi lahko v pravilne projekte se bolj vlagalo in mislim, da bi bila tudi vložek povrnjen. V podjetju Ledinek Engineering, ki je dobilo zlato priznanje za inovacijo, so tokrat prijavili prešo za križno lepljene stenske nosilce, prej pa so 2 leti podrobno spremljali potrebe na trgu. To so novi vrste gradbenih elementov, s katerimi se izdelujejo hiše oziroma drugi gradbeni objekti. V našem vodilnem proizvajalcu stavbnega pohištva so razvili izboljšano energijsko varčno okno, za katero je tudi na tujem veliko zanimanja. Celo Švedi, Japonci in Tajlandci so se takoj interesirali za to in z Japonci imamo že sklenjeno pogodbo, tako da jaz mislim, da bo to en hit. Smo pa zdaj še v fazi patentiranja, kajti ko prideš iz krize in moraš imeti že dejansko dober produkt tukaj in to smo tudi mi naredili. Poleg zlatih je strokovna komisija izumiteljem podelila še 8 srebrnih in 4 bronasta priznanja ter 9 diplom. Vstop Hrvaške v Evropsko unijo konec tega tedna bo olajšal tudi življenje in poslovno dejavnost na obeh straneh meje z našo južno sosedo. Obiskali smo turistično kmetijo pri Zavrču, na kateri obdelujejo zemljo tako v Sloveniji kot na Hrvaškem. Na 14 hektarjev veliki obmejni kmetiji Pungračič, katere 5 km leži na Hrvaškem, se z vinarstvom ukvarjajo že več kot 100 let, 30 let pa tudi s turizmom. Prizadeti so bili že po nastanku samostojne Slovenije, življenje in predvsem poslovanje s Hrvaško pa se je zaostrilo po vstopu Slovenije v Evropsko unijo in uveljavitvi šengenskega režima. Vsak ima v neki dejavnosti, z neko dejavnostjo en poslovni krog okoli sebe in lahko rečem, da se je naš poslovni krog takrat vsaj prepolovil. Da bi lahko preživeli, so na hrvaški strani registrirali dejavnost in ustanovili podjetje, a jih je močno omejevala različna zakonodaja in pravila. Precej papirnato, naporno, ampak nekako smo do zdaj zdržali in upam, da bo v bodoče lažje. S tem pa upajo, da bo resneje zaživela tudi turistična cona Haloze-Zagorje. Hrvaški vstop v unijo jim bo namreč omogočil brezcarinsko poslovanje z našo južno sosedo, manj težav pa bodo imeli tudi njihovi gosti. A z vstopom Hrvaške v Evropsko unijo na njeno južno mejo še ne bo predstavljen šengenski mejni režim. Zdaj bi za nekaj prikrajšani in upam, da bomo takrat res dihali s polnimi pljuči. Ko se bo to, upajo, da v roku 2 let tudi zgodilo, bo prostor Haloz in Zagorja zadihal enotno, kot je stoletja pred letom 1991. Tisti, ki pošiljajo pisma ali pošiljke na Hrvaško, lahko s 1. julijem zaradi ukinitve carinskih postopkov pričakujejo krajši rok prenosa pošiljk z blagom. Poenostavljeno in ugodnejše pa bo tudi plačilno poslovanje za odkupne pošiljke. Prav tako bo nekaj ugodnosti pri pošiljanju tako imenovanih hitrih pošiljk k južnim sosedom. Tako se bo ponekod skrajšal čas dostave, večina hitrih storitev pa bo cenejših. Skorajšnji dvig davka na dodano vrednost na večino poštnih storitev ne bo vplival. Se bodo pa v povprečju za 2 centa zvišale cene znamk in sicer v skladu z odločbo Agencije za pošto in elektronske komunikacije in ne dviga DDV-ja. Na mariborskem okrožnem sodišču se je danes z branjem listin iz kazenskega spisa nadaljevalo sojenje računalničarju Matjažu Škorjancu, ki ga obtožnica bremeni izdelave programa za vdor v informacijski sistem in pranja denarja velike vrednosti. Za danes je sicer bilo predvideno zaslišanje kupca tega računalniškega programa iz Bosne in Hercegovine, a je sodišče v Sarajevu videokonferenco prestavilo na 9. julij. Sicer pa je obtoženemu Škorjancu sodišče po 20 mesecih prejšnji teden odpravilo pripor, zato se bo branil s prostosti. Cene življenjskih potrebščin v Sloveniji so se junija na letni ravni zvišale za 1,9%, kar je 0,7 odstotne točke več kot maja. V prvi polovici leta je bila rast cen na letni ravni 1,3, kar je 0,8 odstotne točke manj kot v enakem obdobju lani. V zadnjem letu so se najbolj podražile gostinske in nastanitvene storitve, alkoholne pijače, tobak in izobraževanje.
Cene so se tudi znižale, cenejša je stanovanjska oprema, rekreacija, komunikacija, obleke in obutev. Nižanje nadomestila za brezposelnost je bila glavna tema seje ekonomsko-socialnega sveta. Sindikati zahtevajo umik predloga za znižanje nadomestila in vlado opozarjajo na obljubo o socialnem dialogu. Vlada sicer predlaga tudi omejitev porodniškega nadomestila. Višja stopnja davka na dodano vrednost bo v ponedeljek zvišala tudi cene naftnih derivatov. Tako bo s ponedeljkom neosvinčeni 95-oktanski bencin dražji za 2,4 centa, 100-oktanski bencin za 2,5 centa, dizelsko gorivo pa za 2,3 centa. Mariborski študentje so se lotili obnove sprehajalne poti na Pekrski gorci. Gre za projekt študentske organizacije Univerze v Mariboru pod okriljem Evropske prestolnice mladih. Prostovoljna akcija je tudi del programa Aktivna pomlad, ko mladi že vse leto pomagajo starejšim občanom pri vsakdanjih opravilih. Študenti so v 2 dneh uredili križev pot na Pekrsko gorco in obnovili vse 4 kapelice ob sprehajalni poti. Prebarvali so njihove zidove, železne ograje in umetniške razbarije, ki krasijo notranjost kapelic. Glede na to, da živim v Mariboru, se mi zdi prav, da tudi v Mariboru potem pomagam pri neki obnovi. Se mi zdi to pomembno, da ljudem pomagamo brez tega, da bi kaj od tega imeli, da bi kaj zaslužili. Imam danes ravno čas in ob takem lepem vremenu je fajn, da še nekaj narediš korist tega. Na 351 metrov visoki Pekrski gorci, kjer je nekoč stala tudi 60-metrska smučarska skakalnica, želijo študenti v prihodnjih dneh obnoviti še strehe kapelic. Na študentski organizaciji Univerze v Mariboru, posebej na oddelku za socialna in zdravstvena vprašanja, spodbujamo mlade k prostovoljstvu, k humanitarnosti in se pravi, da postorimo nekaj dobrega. Okoli 50 študentov pa se bo julija za 10 dni odpravilo tudi na že tradicionalno študentsko delovno brigado, tokrat v občino Radeče. Mariborski park pa se med festivalom Lent spremeni v pravi raj za otroke. Na svoj račun pa vsak večer pridejo tudi njihovi starši, saj oder Art Camp gosti številne priznane plesalce, glasbenike in umetnike. Tokratna poslastica so bile plesalke flamenka. Flamenko nas navadno spomni na vroče španske noči. In čeprav v parku trenutno ni prave vročine, pa nas bodo kmalu ogreli pravi plesalci flamenka. In tukaj z mano je Ana, ena najboljših plesalk, je tako? Ja, danes imamo Vito Marenče grupi Nana Pandur koncert, plesni koncert. Vito Marenče je naš najboljši slovenski flamenko avtor, kitarist. Zraven so Vasko Tanasovski na flauti, Nino Mureškič na tokalih oziroma na kahonu. Jaz plešem, moje so koreografije, pa še nekaj plesalk sem s sabo pripeljala iz šole moje. In kaj pravzaprav je flamenko? Flamenko ena od zvrsti glasbeno-plesnih, tako te, jazz, blues. Zdaj v bistvu specifika je mogoče, da ima to geografsko poreklo, ne? Glede na to, da imate vi tudi plesno šolo, kako pa se odrežejo Slovenci pri flamenku? Ja, v bistvu tisti, ki se tega resno lotijo, se odrežejo dobro. Flamenko se da naučiti, tako kot vsak drug ples. Mogoče zahteva malo več predanosti kot mogoče res eni družabni plesi, ki so mogoče tudi nam malo bolj domači, zato ker je zelo povezan flamenko z glasbo, z ritmiko. In prav ti ritmi so v Mariborski park vsaj za en večer končno pripeljali poletje. 25 let se Francoz malteških korenin Michel d'Anastasio ukvarja s kaligrafijo, lepopisjem latinskih črk. Ko je leta 2004 na Malti prišel do spoznanja, da ima judovske prednike, je odpotoval v Izrael, kjer sta ga prevzeli hebrejska kultura in pisava. Naučil se je hebrejščine in hebrejske abecede. L'alphabet hébraïque est très simple, il n'y a que 22 lettres, elle est très carrée, mais c'est surtout dans les textes de la Torah, je veux dire de l'Ancien Testament, qui m'a beaucoup inspiré. Voilà, surtout le premier livre de la Genèse. Et toute cette exposition tourne sur les éléments fondamentaux de la terre et de l'eau.
Od tega obiska v Izraelu kaligrafsko izrisuje hebrejske črke in jim daje novo energijo. Tako se poraja kaligrafija judaika. Dans l'art hébraïque, la création artistique, tout ce qui est couleur, forme, est interdit dans la Torah. Et moi, à travers mes lettres, j'essaie de leur donner une autre création. Parce que je ne suis pas juif de religion, je ne pratique pas la religion juive, je peux me permettre de créer une nouvelle forme artistique plus moderne et plus contemporaine. Kaligraf Michel d'Anastasio v osnovi najprej izriše besede na papir ali platno, potem pa te besede tudi likovno obdela oziroma obdela z likovnimi mediji, na koncu včasih tudi fotografira. On dirait que l'outil traditionnel de calligraphie, c'est l'encre. Pour la calligraphie japonaise et chinoise que vous venez de mentionner. Et quels sont les outils que vous utilisez pour vos images? Pour mes calligraphies, en fait, j'utilise des stylos plumes à plumes larges, très très larges, ou fines, ça dépend de la dimension qu'on recherche. Mais je peux écrire avec d'autres supports. On va dire que je peux écrire avec du bois. Je peux écrire avec du métal. Michel d'Anastasio je po svetu priznan kaligraf. V Evropi je premalo znan, v Sloveniji pa se tokrat v mariborski sinagogi predstavlja prvič. Nogometaši Maribora so zaključili teden priprav v Prekmurju in po vrnitvi domov oddelali 4. pripravljalno tekmo. Z igralci romunskega Petrolula so odigrali neodločeno 1-1. Čeprav pri takšnih tekmah rezultat ni v ospredju, si najprej oglejmo oba zadetka, ki sta ju v ekipi dosegli z 11-metrovke. Do najstrožje kazni je prišlo po skorajda identičnih situaciji, kot sta bila napadalca ovirana pri teku proti vratom. V prvem polčasu se je na tleh znašel novinec pri Mariboru Francoz Mendy, Mezga pa je bil zanesljiv realizator. V drugem polčasu so Romuni izenačili preko Bokile, katerega je oviral Mejač. Još imamo dosta utakmice do početka ulaska, odnosno do natjecanja trećeg, odnosno početak trećeg petkola za Europu, početak Slovenske lige. Mislim da će dovoljan broj igrača biti spreman da dočekamo na najbolji mogući način početak sezone. Mariborčani so si priigrali nekaj več priložnosti za zadetek. Najbolj zreli sta bili Trajkovičeva v 32. ter Fajičeva v 77. minuti. Romuni so do najbolj zrele situacije, iz katere bi lahko povedli, prišli že v 5. minuti. V mariborski ekipi je bilo 26 nogometašev, več kot polčas pa je ob vratarju Handanoviću odigral le Filipović. Večina ostalih je brcala žogo 45 minut. Zdaj nas je okoli 30, ja. Mislim, da bo zdaj proti koncu se bo delala selekcija. Zdaj pa ne vem, kdo bo ostal, to pa trener odločil, treba se dokazovati na vsaki tekmi. Tako da, ja, no. Če so bili na tekmi proti romunskemu prvoligašu mariborski igralci še pod vplivom napornih prekmurskih priprav, bodo lahko več prikazali v nedeljo, ko se bodo v Ljudskem vrtu pomirili z rusko Lokomotivo. Tudi zato jim je njihov trener Čačić danes namenil prost dan. V Bruslju se končuje dvodnevno zasedanje voditeljev Evropske unije, ki so se že dogovorili, da bodo za pomoč mladim pri zaposlovanju namenili 8 milijard evrov. Gre za reševanje velike evropske težave, saj je v Uniji brez dela skoraj četrtina ljudi, ki so stari do 25 let in so že končali šolanje. V vojaškem učnem centru v Južni Koreji pa so za 100 vnukov veteranov korejske vojne v okviru vladnega projekta Kamp miru za mlade pripravili prikaz vojaškega urjenja. Potomci veteranov so prišli iz 21 držav, ki so med letoma 1950 in 1953 tja v pomoč v vojni proti Severni Koreji poslale svoje čete. Mladi so se tako že 5. leto, kar poteka projekt, s podobnim vojaškim urjenjem, ki so ga imeli njihovi dedje, spomnili žrtev te vojne. Na Kitajskem pa so po več kot stoletju le dokončali vrnitev para bronastih živalskih glav Podganje in Zajčje, ki bosta odslej na ogled v Kitajskem narodnem muzeju. Bronasta odlitka izvirata iz dinastije Qing v 17. stoletju, s kraljevskega vrta pa sta izginili med drugo opijsko vojno. Čeprav sta živalski glavi vredni več milijonov dolarjev, zamenjali več lastnikov, pa so se zadnji lastniki aprila letos odločili, da jo vrnejo v domovino. Takole pa se je 4-letni fantič zagozdil med okenskimi rešetkami, ko je opazoval starejšo sestro pri odhodu v šolo. Zagozdil se je, ko mu je spodrsnilo, prisebna sestrica pa je brž poklicala pomoč. Gasilci so morali rešetke razrezati, preden so fantka brez poškodb rešili.
Thelma in Louise pa se imenuje želva z 2 glavama, ki se je izvalila v nekem ameriškem živalskem vrtu. Čeprav je pojav redek, pa se tako pri želvah kot kačah občasno zgodi, da se dvojčka ali celo trojčki med razvojem ne ločijo pravilno. Želva z 2 glavama je sicer zdrava, pričakujejo pa, da bo pritegnila množico radovednežev, ki jo bodo želeli videti. Poglejmo še vremensko napoved. Več sonca bo kot danes, vendar bodo predvsem popoldne znova nastajale krajevne plohe. Temperature bodo sprva od 7 do 12, ob morju 14, čez dan od 19 do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bodo krajevne plohe. Postopno bo malo topleje.